Nadaljujemo pa z Renato Salicl. Ob vsakih volitvah slišimo isto. Moj glas ničesar ne spremeni. Dajmo biti iskreni. To ni samo dvom, to je udobna laž. Ker če vaš glas res ničesar ne bi pomenil, se nihče ne bi tako trudil, da bi vplival na volitve. In ja, razumem jezo. Politika vas je razočarala, obljube so bile prelomljene. Veliko ljudi ima občutek, da jih nihče ne razume in posluša. Ampak povejmo jasno, to ni razlog, da ostanete doma. To je razlog, da pridete. Danes živimo v času, ko nas nenehno provocirajo. Odprete telefon in vas zalijejo žaljivke, cinizem, poniževanje. Vse je glasno, vse je agresivno. In kaj naredimo? Nič. Gledamo, se jezimo in se umaknemo. To je točno to, kar sistemu ustreza. Jeza brez dejanj, frustracija brez posledic. Ker ko vi ne glasujete, nekdo drug odloča namesto vas. In ne, to niso boljši ljudje. To so samo bolj motivirani, bolj organizirani, pogosto bolj radikalni. Moč ne izgine. Vedno pripada nekomu. Če je ne uporabite, jo preprosto oddate. Ne glasovati ni nekaj nevtralnega, to je odločitev. Odločitev, da se odpovete vplivu. Odločitev, da prepustite drugim, da odločajo o vašem življenju. In neudeležba ni protest. Protest je viden, tako kot skupina danes tukaj. Protest ima učinek. Neudeležba je tišina. In politika zelo dobro deluje v tišini. Če rečete, nimam za koga glasovati, vsi so enaki, potem zavračate izbiro in zavračate tudi odgovornost. Namreč demokracija ni storitev, ki jo nekdo drug opravi namesto vas. Je nekaj, kar obstaja, samo če sodelujete. Če ne sodelujete, je ni. Zato si nehajmo lagati. Problem ni, da naš glas nič ne pomeni. Problem je, kadar ga ne uporabimo. Zdaj, če ste jezni, glasujte. Če ste razočarani, glasujte. Če ne zaupate politiki, še toliko bolj glasujte. Ker največje darilo, ki ga lahko podarite sistemu, ki vas razjezi, ni vaš glas, ampak je to, da se umaknete. In potem se nič ne spremeni. Seveda se ne. Kako naj se spremeni, če vas ni? Zato nehajte čakati, da se stvari uredijo same od sebe. Ne bodo se. Pojdite ven, pokažite se, uporabite svoj glas ali pa sprejmite, da bodo drugi odločali namesto vas. Izbira je vaša. Glasujte.